Lepo pozdravljeni. Zakaj so nekatere kozmetičarke bolj uspešne od drugih? To je vprašanje, ki si ga mnogi zastavljajo. Odgovorov za to je seveda več, vendar jaz bi danes dal poudarek na dve stvari, pravzaprav na eno, ki jo bomo podrobneje pogledali. In ti dve sta predvsem dobro postavljanje vprašanj in primerno poslušanje. Stranke nam marsikdaj povedo številne odgovore tudi na vprašanja, ki jih same postavljajo. Kako bomo te odgovore pridobili, je pa odvisno od nas, od našega znanja, koliko znamo stranko pripraviti do tega, da nam bo seveda povedala to, kar želimo slišati. Kot sem predhodno dejal, bom danes se posvetil poslušanju. Zakaj je poslušanje tako pomembno? In predvsem iz 4 razlogov, kot sem tudi v uvodu oziroma naslovu napisal. Najprej zato, ker stranki preprečimo, da bi morebitno imela neko negativno razmišljanje o samem izboru ali pa nakupu storitve. Prepreči se tudi osredotočanje na ceno, torej da vas stranka ne bi spraševala zgolj o ceni, da pride k vam v salon ali pa po telefonu, da vas sprašuje pa reče, no, mi lahko samo poveste, koliko ta storitev stane. Seveda ne morete dajati informacije, dokler stranke ne vidite, dokler ne veste točno, kaj stranka potrebuje. Kajti cena, kot vemo, je zadnji segment v prodaji. Seveda stranke se tudi lažje pripravi na tiste odgovore, ki se vam zdijo pomembni za njeno razumevanje. Če stranka nečesa ne bo razumela, tudi ne bo kupila. Vendar, da bi lahko takšne informacije podali, moramo seveda pravilno zastavljati vprašanja in seveda predvsem primerno poslušati. In kako to primerno poslušati? Tukaj imamo 4 korake, ki sem jih na začetku že omenil. Prvi je, da osebo, s katero komuniciramo, je potrebno dobro spremljati. Seveda se jih nasmehnete, vračate pač ta nasmeh. Gledajte jo, spremljajte jo, prikimavajte z glavo, zato da boste s tem prikazovali, da jo spremljate oziroma da jo razumete. Seveda nikakor pa ne vpadajte v besedo in če je le mogoče, izognite se zunanjim motnjam, kot je recimo uporaba telefona in takšnih stvari. S takšnim pristopom res prikažete stranki, da jo razumete, da jo spremljate, da imate neko spoštovanje do nje. Torej, nasvet današnjega dne bi bil, da z dobrim poslušanjem se stranki pokaže, kolikšen je pravzaprav interes do sodelovanja z njo in koliko se ceni oziroma spoštuje njena mnenja, želje ali zmožnosti, ki jih ima. No, ste videli, evo, pa še en takšen koristen nasvet, ki vam bo zagotovo prišel prav pri samem komuniciranju s strankami. Za danes toliko, mi se ponovno vidimo in seveda, koliko je mogoče, izkoristite to v svoji praksi.